Torej, Obama bo nadaljeval svoje bivanje v Beli hiši še za nadaljnja 4 leta in me zanima, kaj pravite na volilni izid. Ja, situacija je zanimiva, izid je pričakovan in nepričakovan, tako bi rekel. Veliko je govorilo v prid temu, da se predsedniku morajo dati še 4 leta. Bilo bi skoraj neumno, če tega ne bi storili, ker je usmerjenost njegove politike bila za Ameriko dobra. To je nasplošno veljalo mnenje vsaj v bolj liberalnih krogih na vsak način. Po drugi strani pa mu ni uspelo niti ene pomembne zadeve, zaradi katere je prišel v Belo hišo, speljati do določene točke, tako da bi se videli rezultati. Tako da tudi, če bi bil danes po noči premagan, se najbrž svet ne bi čudil. Ljudje so sprejeli to kot nekaj normalnega, ampak ni bilo rečeno, da se bo končalo normalno. Navadno je, da nekako ameriški predsedniki, ki so ponovno izvoljeni, se v drugem mandatu lotijo tem, za katere recimo v prvem jim ni uspelo. Mislite, da bo to enako pri Obami, da se bo zdaj lotil teh tem? Nekaj bo moral storiti. Je tako v ameriški politiki, da predsedniki z enim mandatom ne vedo, kako se obnašati, ker ne vedo, kaj lahko speljajo do določenega rezultata v 4 letih. Ponavadi tudi, če kaj naredijo v prvih 2 letih, tudi v tem primeru je bilo tako. Obama je, kar je najbrž sploh njegov največji dosežek, speljal skozi kongres zdravstveno reformo, česar se ni posrečilo pred njim že celi vrsti drugih predsednikov. To je po eni strani, po drugi strani pa nič veliko drugega, zlasti ne v zunanji politiki. Pričakovalo se je več. On se je pa še bolj zapletel v afganistansko zadevo, kot se je mislilo. Tako da ameriški predsedniki čakajo na drugi mandat zato, ker če hočejo nekaj resnično speljati, potem to je tisti pravi čas. Tretjega mandata ni, to je njihova zadnja priložnost. To je potem tisto obdobje, ko se naredi nekaj, kot rečejo, zgodovinskega. No, zdaj je dobil ta 4 leta, kar bo napravil zdaj, v naslednjih 2-3 letih. Kaj pa bi rekli, kaj pomeni v bistvu ponovni poraz republikancev? Obstaja možnost, da bodo recimo v tem mandatu bolje sodelovali z Obamo, kot so to doslej? Ne verjamem, da bodo bolje sodelovali. Jaz mislim, da bodo še bolj zadrti, kot so bili. Mislim, da kratkomalo to je edina politika, ki desnici resnično ugaja, bi rekel tako. Jaz ne vidim razloga, zakaj bi se umaknili. Še zlasti zaradi tega, ker je ostala v kongresu situacija ista, ki je bila. Republikanci imajo zbornico, demokrati imajo večino v senatu. To bo ista situacija, kot je bila, in jaz mislim, da se bodo ponavljale iste zadeve, kot smo jih že bili vajeni v prvem mandatu. Torej, kaj veliko zgodovinskega od Obame ne gre pričakovati? On bo eno ali 2 stvari moral poskusiti napraviti, ne vem, kaj bo vzel kot glavno stvar v notranji politiki. On predvsem mora speljati celotno gospodarstvo na boljšo pot. Je sicer res, da je brezposelnost zelo važna stvar v ameriški politiki, brezposelnost nekoliko upadla, ampak je še vedno sorazmerno visoka, čeprav moram reči, da je Ronald Reagan tudi s tako visoko brezposelnostjo zmagal na volitvah, tako da to ni, kako bi rekel, resnično opravičilo za poraz. Vendarle jaz mislim, da bo to glavno. On mora
zagnati stroje, tako bi rekel, bolj ko so zagnani in to, če tega ne bo napravil, potem bo šel v zgodovino kot slab predsednik. Zdaj ima svojo, rekel bi, drugo šanso nekaj napraviti. Kaj pa recimo v zunanji politiki? V zunanji politiki ne vidim, da bi se česarkoli lotil, kar bi bilo tvegano za Ameriko. Na vsak način mora končati afganistansko zadevo tako, kot se vse ameriške vojne akcije po drugi svetovni vojni končajo. Moral se bo umakniti. Zdaj samo vprašanje, kako se umikaš, a se umikaš z nasmejanim obrazom ali z bolj skisanim nasmehom. To bomo videli. On iz Afganistana mora ven. Je pa bil tisti, ki se je pravzaprav Afganistan resnično zagnal. To je slaba točka njegove politike. Bomo videli, kako bo to, ali bo znal to speljati elegantno ali ne. Nekje v komentarjih na spletu je bilo mogoče zaslediti, ker smo ravno v Sloveniji pred predsedniškimi volitvami, da posvečamo preveč, da se preveč ukvarjamo z ameriškimi predsedniškimi volitvami. Bi temu pritrdili? Kaj menite? Recimo v Sloveniji, v Evropi. Je že tako zadnjih 50 let, da ameriške navade, ameriški običaji neverjetno delujejo na ostali svet. Celo pri praznikih. Pri nas zdaj tudi tele maškare, ki jih imajo Američani vsakega novembra, zdaj postajajo tudi navada, čeprav to ni v slovenski tradiciji. Valentinovo je drugi takšen primer. Tudi to so pravzaprav dvignili Američani. In tako se je pač zgodilo. In tako so nam tudi zdaj vpeljali predsedniške duele oziroma soočenja, kot pravimo. Ta soočenja so nekaj, česar se moramo šele navaditi. Jaz mislim, da to, kar smo videli v naši domači varianti, ni bilo slabo, tudi pa ni bilo nekaj posebnega. Nismo se še navadili teh dvobojev. Američani so tega vajeni, po drugi strani pa Američani temu dajo prevelik pomen. V resnici ti dueli, ta tri soočenja, kolikor imajo, ne rešujejo stvari. Jih pa mediji tako napihujejo, da izgledajo nekaj zgodovinskega. V resnici, če vzamemo te tri duele, ki sta jih imela Romney in Obama, so bile izredno pomembne teme ameriške in svetovne politike, ki se jih sploh nista dotaknila. Tudi tole, kar je zdaj doživel New York, tega nihče ni predvidel. Tega, da se moramo ukvarjati z naravo in s tem, kako bomo rešili vprašanje globalnega segrevanja, se sploh ni pojavilo niti mimogrede, čeprav je to izredno pomembna tema. To zdaj naknadno ugotavljajo in govorijo. Zakaj mislite, da ne? Zato, ker je politika priprav za predsedniške volitve ena velika birokratska zadeva, v kateri sodelujejo vrhovi obeh velikih strank. S tem se ukvarja na stotine ljudi. Vse se pripravi. Celo odgovori predsedniških kandidatov so že vnaprej montirani. To vem, da zveni malček smešno, ampak tako je. Vse je pripravljeno. In zato, ker je vse pripravljeno, tudi ni pristno. In ni tisto, kar resnično deluje potem na navadnega človeka. Navadni ljudje imajo druge načine, kako priti do svojih zaključkov. Opazujejo kandidate že dalj časa. Ljudje opazujejo in si ustvarjajo počasi svoje mnenje. V tem sedanjem primeru mislim, da je Amerika bila zelo razklana. Eni in isti ljudje so sebi govorili, ja, pa Romney se je lušten, se je fejst, potem pa
Ampak Obama je bolj resen. In tako, da se je cela predvolilna kampanja pravzaprav vodila ne med dvema strujama, ampak v enih in istih ljudeh. In končno so se odločili za nekaj, kar jim je izgledalo bolj trdno. Obama je izgleda bolj trden kot pa Romney. Še kot zadnje vprašanje bi morda lahko potegnili kakšne vzporednice ali pa v čem se razlikuje ta ameriška in evropska levica in desnica? Na vaše vprašanje bom odgovoril tudi s vprašanjem, a imamo levico evropsko, če imamo pa ameriško, kaj je ameriška levica? Jaz mislim, da Amerika nima, a obstaja, kar bi jaz rekel, liberalna Amerika, ki jo zdaj predstavlja Obama, ki jo je predstavljal Clinton in še nekateri. In obstaja konzervativna desnica, ki je velik del republikanske stranke, ne vsa republikanska stranka, ampak en velik del. Tam je tudi prišlo do skrajnosti, so se pojavile spet čajanke in te zadeve. Tako je ta zadeva. Kaj pa v Evropi? To je pa že drugo vprašanje. Mislim, da v Evropi mora priti do renesanse levice, ampak jaz tega še nisem nikjer opazil. Tudi ne v Franciji, kljub temu, da je zdaj levica pred zadnjim predsednikom zmagala. Je zmagala, ampak se obnaša zbegano in sploh ne vemo, kaj je njena politika. V Nemčiji bomo videli naslednje leto. Nasplošno pa evropska levica spi sanje pravičnega. Jaz kot eno elementarno moč, ki bi se čutila v evropski politiki, v tem trenutku ne zaznavam. Imamo povprečno desnico, bi se rekel, in potem imamo tudi skrajno desnico, ki se pojavlja v posameznih državah. Najlepša hvala, gospod Sinčič.